The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau, sončki, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek, danes je z mano spet Petra, dočekali smo tale športen dogodek s Tadejem Pogačarjem ta vikend, noro, tlele še vsi, ki smo gledali. Skratka, šla bova čez dirke, čez neke akcije, polno imamo enih stvari, ki jih morava zdaj omeniti, tako da nič, kva kar začela. A ja, pa lahko komentirate spodaj, to mene zanima, koliko so vam všeč, da midva debatirava o telih najinih izletih, kako se imava kaj midva, mogoče lahko to kdaj skrajšava, pa greva straight to the point. Jaz bom pa, da kam Petra spet vprašal, kako si se imela čez vikend, pa kako si ti vzel izlet, bom najdel moje zapiske, si so kle zraven. Jaz vam tudi nekaj mene zanima, pa lahko spod komentirate. Kako se vam zdi, že v tem puloverju, ki ni v hudiju, da je on tak lep, pa celo danes sem pošlatala in ima res mišice trde, tako da če vam je všeč v temu ali takmu puloverju ali ne. No, mene pa to zanima. Drugače pa ja, imela sem se fajn za vikend. Izlet je bil vrhunski, ne vem, 60 ljudi. Če jih ni bilo še več. 60? Ja. Res? Jaz sem mislil, da si spet 40. Ne, kar krepko, tam okoli 60, no. Nisem mogla niti vseh prešteti, ni bilo šans, da bi sploh preštela. Enih je štel, pa je rekel, da je preštel nekaj čez 40, sam ni pa, tudi on ni bil zihar, da je vse, ne? Ja, težko je bilo prešteti, no. Reče, da jih je bilo 50. No, pa rečemo, da jih je bilo 50, ampak ja. Jaz sem jih čez 50 naštela. Ja. Pa tebe nisem štela. Spet je bilo neki punc, so prišle. Ja, tako da, res je ful je lušten, ko pridejo tudi punce in za vse meni se zdi, no mene pa sploh všeč, da ni treba sam vas poslušati, tako da vrhunsko in tudi pol moram reči, da so gledale dirko in tako s komentarji na mestu, a ne taki, ki poživijo vso zadevo. Seveda, da ne, če si skozi klejedo odzad, pa na računalniku gledal od Strade Bianche. Ja, no. Ja. Čak, dej, greva najprej, da jaz povem tele akcije. Najprej do 4.4. bomo zdaj vse akcije, ki bojo ostale do takrat. Tako da vsak teden bo neka nova akcija. Zdaj smo imeli za 8. marec. Pojutršnjem je dan mučenikov, tako da bomo vsak teden bomo dodajali tisti, ki ste v naši mailing listi v torkih od 10 do 2 bo prišel pač mailing ven, tako da tisti boste najprej vedeli, vsi ostali boste tako zvedeli iz podcasta, ki se isto ob 2 začne, tako da evo, torki bojo šle pač nove akcije ven, trenutno so čelade očala -20, to je že v akciji. Majice -20, pa ženske kolesarske hlače so isto -20, tako da evo, to je to, pa bojo pa še naprej, bojo pa dodatne akcije, pa tisti, ki pa želite testirati, zdaj vas je kar nekaj, ki je testiralo obroče, tudi kolo tam malo, tako da evo, če hočete karkoli sprobati, ja, pa moj bajk je isto ga imiran voz, ki je bil na Strade Bianche, ampak v tem danes sem že debatirala, bo Miran pride v četrtek pa v petek, tako da bo podcast pol zunaj naslednji teden z njemu. Tako da evo, to je to. Pa začnejo kar še, kvava začela zdaj z naslednjim podcastom. Ja, daj, povej. Evo. Lani je bilo ful dobro, ker se komentirala vaša kolesa. Tako da zdaj se to začne, ampak bo koncept malo drugačen, pa še nekaj bo dodala. Pa greva najprej čez kolesa. Se pravi, pri samih kolesih boste lodali tudi na Instagramu #ApproveCyclingBikes, tako da se bo avtomatsko videl, samo morate vedeti, da morate imeti odprt profil, pa prav napisan hashtag. Pa prav napisan hashtag, ja. Ker če gre samo story pa hashtag, pol to zgine. Če pa post, pol se pa pač vidi. Tako da tam date lahko tudi več slik gor, pa bom jaz pač eno zbral zato, da bo pač vidno na podcastu in to je to najbrž uno, ki bo najlepša.
Morate pa vedeti, letos bo mogoče lahko na trenutke malo bolj stroga. Tako da je lepo imeti kolo iz strani, da je gonilka poravnana, lahko mogoče tudi ventilčki, poberite dole razne torbice, bidone in itd. Števc načeloma lahko gor pustite, vse drugo pa, če hočete imeti čim boljšo mojo oceno, dajte dol. Pa čim bolj čist kolo. Pa čim bolj čist, ja, da ne bi kdo kakšnega umazanga, kad tuno se ne da ocenjevati. To pa še, zdaj bojo nagrade tako, vsak konc meseca, bova midva zbrala prve 3, potem bomo imeli pa na konc leta, boste pa spet vi zbirali, se pravi lahko eden, če ima več koles, lahko 4krat zmaga, se pravi ta mini nagradice, pol na konc leta bomo podarili pa rečemo ta glavna nagrado in se pravi nagrade za vsak mesec bo, se pravi ta prva bo očala, ta druga nagrada bo ta 2 bidona, ta tretja nagrada je pa danes Velobar dobil ene lepe bafe, tako da boste dobili pa baf. Se pravi, to bo, se pravi, vsak mesec bomo to v zadnjem podcastu v mesecu, bo jaz pa Petra zbrala, vi se te lahko pritožvali, ampak odločitev je končna. Pol pa na konc leta, tisti, ki bo dobil, bo pa, se pravi, to boste pa vi zbirali. Najlepši kolo. Ja, med vsemi, se pravi, temi, ki jih bova midva dala v naslednjem krog, samo te bojo imeli možnost, da so za najlepši kolo na konc leta. To boste dobili pa en gratis ta generalen servis pri sosedih, se pravi v Velobaru, gratis veriga od KMC-ja, se pravi barna, ne barna, hočete vext, ne vext, to te vi povedali. 2 TPU zračence, pa 2 plašča od Vittorije NEXT, dimenzijo boste pa spet sami povedali. Tako da, evo, to bo glavna nagrada za kolo. Pol imava pa še, nekaj se spomnila, ker kolesari pač zadnje cajte ne gledamo samo na kolo, ne? Gledamo tudi na outfit. Tako da bo zdaj žrebala še outfit. To pa sam pomeni, da morate biti slikani celi. Ne žrebala, ocenjevala. No, ocenjevala boš. Meni se danes ja, zdaj počas. No. Si že zgodaj začel, danes pa res. No, in bova žrebala, mislim, bo ocenjevala še outfit. Nagrade bojo iste za vsak mesec, samo da bo na konc leta, boste pa taka bo pač zmagala, bo dobil pa dobila čelado, očala pa še eno majico po lastni izbiri. Tako da, evo, to je pa to spet prvi mesec, se pravi vsak mesec bo očala, bidoni, 2krat bidon pa buff. Tukaj je pa hashtag approved cycling outfit. Pa nujno morate biti celi na sliki. Se pravi, ne tako, da fali čelada, očala, da se vam čevljev ne vidi. Skratka, komplet morate biti slikani, lahko ste s kolesom brez, važno je, da je kolesarski outfit in to je to. Ja, čevlji, nogavice, hlače, dres, čelada, očala. Ja. Če se le da ne v zimskem kompletu, oni bojo po mojem malo slabše cenjeni. Ja, to skoraj sigurno. Ker bojo vsi imeli črnega. Ja, tisti že težko narediš neki. Ja, tako da to je to. Pol bova pa po vsej verjetnosti še za tale od Velobara Strava dogodki, bomo še tam nekaj naredili, tako da vsi, ki boste hodili na Strava dogodke, če ne, mislim na te dogodke, ki jih bo Petra naredila v Stravi noter, bojo še tam kakšni dodatni popusti klepar nas, ne vem, če bo še kaj, si Petra pa Mirsa, če bo dal še kaj z tam v Velotu, ampak skratka, to je to. Fak, zdaj pa ti kaj povej. Madonna. Upam, da ste si to vse zapomnili, ker jaz si že skoraj nisem, ne vem, če sem si vse to zapomnila. Ampak, še nekaj imam. Še tele nove čelade zdaj le prihajajo, jaz sem jih sicer že nekaj dodal na spletno stran. Deleč od tega, da je dober, ni še vseh slik, kje sploh slik ni, toliko da vidite približno ceno, na to bo tudi zdaj le od jutra naprej, ko bojo še slike gor, oziroma ko te vi to gledali, upam, da bom že vse naredil, bo do 4.4. bo 20% popusta. Se pravi, to so te čist nove čelade, ki jih imamo, jaz zdaj eno že vozim, bo pa še, mislim, da vse skup bo 7 ali 8 modelov, s tem, da sta, mislim, da 2 otroške, pod cirka 50-60 evrov naprej do 180 evrov so pa cenovno. Tako da
Ja, zdaj sem pa res zaključil. Zdaj pa zaključil. Ja, hej. Ja, nič. Tebe je mava v vlogu, da si bila že malo pod stresom, kaj Pogačar rekel, da se zna zgoditi, da bo Izak Del Toro prvi skočil in da boš da si v dvomih. Ne, da sem v dvomih. Ti si to, vse bi još posnet, vse sem povedala vse. Da mi je čuden, zakaj je to sploh rekel, ampak zdaj mi je jasen, zakaj je to sploh rekel, ker je bil v bistvu vse tako je dejansko bilo, ne. Pač kaj bo naredil. Nisem mislila, da bo zdaj zaradi tega Del Toro zmagal. Mislila sem, da mogoče da ostati celo se skup še odpeljala, ampak... Pa še Urška zraven potegnil. No, Urška bo ona potegnila. Ja, ne sej moram reči, da razplet na koncu je bil meni kar pričakvan, ne. Zdaj sem nekaj, da je zmagal Pogačar, ampak me je pa presenetil vsem Seksas, čeprav jaz sem bolj rekla, da bo med prvimi 10, da če pa med prvimi 3, da bo pa v bistvu niti ne tako kakor presenečenje, ampak da bo res s tem pokazal, da je nam reka ta pravga testa, ki se buta sliši, ampak da je to verjetno neka prihodnost, ga čaka lepa v kolesarstvu, mogoče da je res zelo, ki ga dajo za velikega izbranca Francozov, da mogoče jim bo pa res prinesel kakšno lepo lovoriko, razen da se ne pojavi spet še en tak, pa bo pa imel lahko težave. Ja, mislim, jaz sem Orang bil presenečen na tem, kako je pelil. Videli se, da je delač najmočnejši od njih v ta drugi skupini, pa tam so bili tudi noter kolesarji, ki so top. In da je tako vozil tam malo pri 19, vsakemu čast in jaz upam, da sicer vedno upam, da bojo naši zmagvala, ne? Ampak ni pa nič narobe, če kdaj malo konkurence, pa če še probajo še malo bolj zborbati, ampak overall se je pa videl, da je Pogačar še vedno dobro štengo pred vsemi, kad tako kaj šel, ja, ne vem, če je kle sploh še kaj za dodati. Ne, tudi vse številke, ki so jih potem bile prikazane, lahko povejo svoje, ne, ne rabiš biti nor matematik, da vidiš, če nekdo vrti 40-50 vatov povprečno več, ne, od tistih naslednjih za njemu, da je to pač ni drugega. Pa se ni toliko. Ja, zadnjih 80 km je vrtel 380 vatov je vrtel on, 340 vatov je vrtel Seksas. A sta isto težka? Pa verjetno, da bistvene razlike med njima, prav ni zdaj 10 kil. Ja, ne, on vem, da je ful visok. No, ne, samo tam je bila mogoče še razlika to, da oni so bili kdaj malo še v zavetarju, pa tako, ne, Pogačar je bil pa sam. Ampak ja, lej, overall je vozil tako, da se vidi, da je štengo še pred vsemi. No ja, se pravim. V bistvu čak nekaj sem hodila, da se mi pa šlo iz glave. Daj ti nadaljuj. Okay. Nekaj sem mislim, se kaj dodatno zapovedati, kle na Strade Bianche ni, mogoče lahko menjava še ta čip oziroma VUB band, ki ga je imel, ki je izgledal kukor, da ima neki zamerjene česa drugega, v resnici pa pač VUB naredil ta zapestenco za čez biceps in je pač tam nosil VUB. Tako da to meni osebno se je zdel, da je Izak v zadnji klanc ne da ni mogel, ampak da je mogoče za nalaž spustil, ker se mu je zdel malo glupo šprintati za drug mest, ki ga je on celo pot šlepo. Ja, meni je tudi tako malo zgledal, ja, da ni glih. Da bi verjetno še lahko mogoče dal še kaj več od sebe. Pa da, ja. A pa tako mu rekel, če bi bilo za zmago, jaz mislim, da ne bi v prvih par 100 metrih spodi že kar spustil. Ja, jaz tudi mislim... Kapol na konc ni bilo toliko velike razlike. Ne, pa tudi tak je prišel tako na easy. Ja, ne vem. On že sam najbolj ve, kako se je tukaj res počutil. To je to, ženske so imele tako zelo razborljivo, zaupale so moškemu na motorju in jih je spelo s poti, ta glavne favoritinje. Ja, vse favoritinje v bistvu in to je bilo res kar grozen za videti, da so dejansko se odpeljale in tudi po enem Makedamu, kjer je pol dolg časa trajalo, da so se vrnile nazaj, ker so se spustile dol po klancu. Tako da mene je to ful žal, ne, ker je bila tudi Demi Vollering vmes. Moja Demi! Ja!
tudi bi bilo zanimivo videti, ne? In Lotte Kopecky in dale Paulin Prevot in tako da ja, no, škoda. Pač se je razpletel vse skupaj potem drugače in pač mogoče zmagovalka je bila definitivno neko mogoče presenečenje. Ni noben pričakoval, ampak glede na tisto skupino punc, ki so se vozile na koncu, jaz sem mogoče bolj mislila, da bo Nievija doma zmagala na koncu ves čas, ampak je bila tale Švicarka, niti ne znam izgovoriti priimka, se ne bi preč matarala. Je res dala vse od sebe in odšprintala jo na koncu. Tako da meni je bilo zanimivo tudi ženske gledati. No. Ti si jih prav gledala? Ja, vse smo jih gledali v lokalu. A vidiš, spet si jedel kle noter. Mislim, pa to je neverjetno. Pa ti ješ celo, ti si jedel, tukaj cel dan si v pisarni sedel pa jedel, mi smo pa vse živo gledali. Seveda, mi smo glih prišli nazaj iz leta, ko smo bili prva skupina, ne, in so še dirkale, tako da smo to še videli. Ok. Gledam klele, sva rekla, da bo omenila še dirke, ki so se začele, se pravi, včeraj je štartala Pariznica, danes je že druga etapa, tam se pričakuje, da bo Vingegaard pokazal to superiornost, pa da bo drugi, tako da kaj veliko prav nima zapovedati. Kaj, da bo drugi? No, da bo pač zmagal. Aha, okay. Da bo pokazal, da je pač res drugi za Pogačarjem, da so drugi kakšen noštengo zadnji. Pol je pa danes je štartal Tirreno Adriatico, ki mislim, da je Roglič od favoritov za skupno zmago odvozil ta najboljši kronometer, razen Tima Narensman od Ineosa je vozil boljši, rečemo, od teh, ki bi potencialno lahko zmagali, če se njega še smatra za, rečemo, enotedenskega kolesarja oziroma za skupno vrstitev. Tako da jutri bo že ena taka etapa, ki po moje... Kaj pa je Del Toro vozil? Del Toro je bil, mislim, da 6 sekund zadnji za Rogličem. Še celo ta Tiberi je bil 3 sekunde pred njemu. Ja, so tako majhne razlike v času, da... Jutri bo una etapa, ki je tudi en gravel section, pa na koncu je, mislim, da dober kilometer klanca, kar strnga. Tako da, če Roglič urata prideti, ki skoraj zihar bo spredi gospod Van der Poel, mogoče še Van Aert, in če se zna nima priključiti, bi jaz rekel, da je kar favorit za zmago. Samo reče prav, če gravel sektor, če sta gravel prideti z njima dvema. Če morata biti spredi do podklanca, bi jaz kar rekel, da bo on favorit. Ja, če je toliko dolg, pa staram. Mislim, dolg ni. Na koncu je tako, prva polovica trase je položne, pol se pa začne. Pol je pa gore dole. Kada bi se vozil, ne vem, tam pri nas, ki je na obali ali pa... Ja, sej. To so tele dirke začetne, so take Tirreno Adriatico in Pariznica. Pariznico sem gledala, imajo v bistvu samo eno etapo, ki ima 2700 višincev, pa da je lahko neki cilj na ta klanc, ki gre proti Isoli, 2000 na levo stran Avalon, Avon, glavnem tak klanc, ki se ga doskrat v Pariznici uporablja. In mislim, da ga so lani pa izključili, ker je bil sneg gor. In je ta klanc to dejansko edina etapa, kjer bi lahko imel Vingegaard. Mislim, vse so še kakšne priložnosti vmes, ampak ta je dejansko taka edina, no, da res lahko neki bi naredil. Tako da bomo videli tudi tam. Se tam je še, se pravi, pri Pariznici je še Ayuso, Almeida, mislim, da pol na koncu niti ni noter. Ne, ni Almeida, ampak mislim, da mu bo največji konkurent definitivno Ayuso. No. Klej je pa po moje Izak, klej je več, se mi zdi. Ja, več jih je na Pariznici, ker mislim na Tirreno Adriatico, ker je tudi so na Tirreno Adriatico lahko tudi zmagajo te, ki niso mogoče klasični. Sam je kar neki zajebanih etap, tako da kakšen Van der Poel, Van Aert in podobni to ne morejo zmagati. Ne morejo. Ker je neki klancev takih, da
če bojo te težke kategorije. Moramo predstaviti, da nisem niti gledala, no, pa resnico sem slučajno videla vse etape, ker bo jih na Instagramu, pa sem pa lahko videla Tirreno Adriatico, pa nisem gledala vseh etap, tako da ne vem, ampak pol bo tam, če je tako, bo najverjetneje kar Del Toro največji. Pa Bilbao, no, sej Bilbao tudi ni slab, ne, na klance. Ja, ne, sej jih je Tiberije še, jaz prej, ko sem gledal, jih je bilo kar nekaj teh. Sam je pa res, da jih je že danes na temu, rečemo, Carapaz je že skoraj minuto zadnji za Rogličem, mislim. Kaj, po kronometru? Ja. Tako da, ene par jih je, se vidi, da še niso pač v neki formi in ja. Tako da, ampak bo definitivno zagledati, tako da to še pokomentirala naslednji teden. Tole so pozabili povedati. Povedala sva za to, ko bo ocenjevala, se pravi zdaj outfite, pa nagrado so povedala itd. Niso povedala, da se začne zdaj in da lahko že v bistvu od zdaj naprej spremljate to in na Instagramu, se pravi s hashtagom tem, vsi, ki to gledate, objavite fotko ali pa jo pošljete na mail, pa bom isto bo komentirala. No? Tako da, evo, to je to. Lahko pa, če boste uporabljali hashtag, nas še tagite, pa bomo še mi delili na story, sploh tisti, ki hočete dvigati malo prepoznavnosti ali pa če hočete, da še kdo vidi, evo, bomo še mi delili dalje. Tako da, to je to. Rekla sem, da bo menila tele 3 bajke, ki so prišli, oziroma 2 bajka. A so 3 prišli, se ne vem. Rekel si mi 3, ampak ja, Bianchi dal ven unga njihovega Kvaito Endurance Ball. Meni osebno mi ne deluje glih napačen, mi je lep bajk. Tako da kaj več, razen tega, da ima do 40 mm gume, da grejo gor, niti ne vem povedati. Dober mi je, ko ima to sedežno tako, da se takoj vidi, da je bolj narejen za udobje, tako da tisti, ki iščete ekstremno udoben bajk, je mogoče to za vas. Zdajle bom še komentiral tisti, ki pošiljate tele maile za kolo, da vam svetujem. Kdaj je kar malo težko, ker ne vem, kakšni mislite, da se jaz norca delam, ko še sprašujem, ampak bom to povedal, sam da še o teli Meridi malo povem. Ker Merida je pa dala kolo ven, ki so pa po moje, tako kot jaz poznam kolesarsko industrijo, trenutno je pripravljen samo za rekreacijo, pa če se jaz ne motim, je samo zaradi krmila. A to si ti tudi kaj zasledila? Ja, sem zasledila, da je sam krmilo. Kokpit. Ja. Evo, drug kolo je pa Merida Reacto, ki je kar dosti lažji od tega, ki je bil zdaj. Nej bi bil 7,1, sam to je po moje še vedno brez pedal in dodatkov, tako da overall pol na konci hiter na 7,5 s top specifikacijo. Mal mi je čuden, ker so šli tudi na najširše možne plašče, gore še vedno so 32 mm, kar mislim, da bo s časoma to tudi postal kar majhen riziko, zaradi tega, ker se bojo širši obroči začeli pojavljati, pa bojo dejansko 32 dajal gor, bo ta širina lahko kar hiter tam 34. To pa pol vprašanje, če bo šel v Vink, če nov že kaj drajsal. Tako da mal mi je smešen, ampak ni UCI legal zaradi balance. Jaz mislim, da so to pri Meridi, glede na to, da so oni proizvajalci, da so tega že kar začeli šopati neki, pol pa so ugotovili, ali je nek nov pač ta UCI standard prišel ven, da, UCI pravila, da to ne bo več dovoljen. In oni so imeli pa tega že toliko pa toliko narejenega in jaz mislim, da vsi, ki boste kupili, če bo kdo, ki bo kupil ta kolo, bo Merida skoraj ziher naredila krmilo tudi, ko bo pasul sem gor, samo da bo UCI legal in jaz mislim, da bojo te ta prve prodali, pa bojo pa pač šli z unim še ven, tako da boš te v bistvu kot dodatek lahko še kupili sam dodatno še krmilo in bo to tono. Je zanimiv nov, kaj so se spravili, bomo pa po kakšnih testih videli, a je hitrejši. A je res hitrejši ali ni hitrejši. Tako da, to je to, kar se tiče od novosti. Jaz to novo čelado že testiram, pa moram reči, da je super udobna. Jaz pa še ne. Edino, kar sem presenečen, je, da
te dodatne teže, ne, to prejšnjo čelado, ki še imamo v small pa v large velikosti, je bila ful lahka. Ja. Ekstremno lahka, pa tudi ful zračna. In zaenkrat zračnosti še ne moram povedati, a je ta tudi toliko zračna ali ni. Pa ta teža, tudi če se jo v rokah čuti, polka jo daš pa na glavo, pa v bistvu niti ne čutim te razlike. Če mi jaz povedala. Ja, no, boš ti rekla. Pa tudi tole zračnost, bom jaz hitro čutila. Pa MIPS imajo noter. Mislim, da 2 ali 3 bojo imeli MIPS. Ja, te, ki imajo MIPS, so sigurno malo težje pola, ne, ampak mogoče vsem. Ja, jaz sem tudi enkrat šla malo to brskati po internetu, ta MIPS, ja, MIPS ne. In načeloma nikjer nobeden ne potrdi, da je pač se zdaj mogoče bo kle zdaj komentarjev cela gora padla, ampak da bi res dejansko potrdili, da so te MIPS ali pa karkoli, da bi res rešvali življenja, da bi dobila neke dejansko primere, ki bi rekli, ja, v tem primeru je pa življenje rešil, če ne bi imel MIPS-a, bi umrl, a ne? No, tako hočem povedati. To kao dokažeš, ampak če sploh, pa še to, če sploh lahko. Ja, no, pa tako, recimo za avtom smo že, a ne, z avtomobili smo že slišali, če ne bi bil prevezan, bi umrl, a ne, a take primere, a ne, zdaj tukaj v primeru čelade pri kolesarju pa še nisem tega slišala, tudi sama sem imela že v življenju, ne vem, recimo 10 pacov, kjer sem z glavo udarila ob tla, tudi s tvojo čelado že in je pač čelada svoje oddelala, nič ni posebenega, pač edino treba je bilo potem zamenjati, tako kot bi mogla vsako drugo. In tudi prej, ko sem imela res, mogoče bi rekel temu top čelade, a ne, recimo od Rudy Projecta, pa z njihovimi zaščitami noter, je bila to toliko težka čelada, da je bilo ne noro, že tako na glavi si jo pač res čutil. Jaz imam zdaj Protero za MTB, pa si sploh ni šans, da si jo dam na glavo. Samo je še enkrat teže od tega. Ja, seveda. Ampak je res težka. No? Tako da zdaj, ko sem se toliko navadila na te lahke čelade, si sploh ne morem dati na glavo, imam kar tako občutek, da mi glava maha. Ne, kako bobblehead. Ja. Kaj v kuški v avtu, ki se jim glava maje. To je bobblehead. Aha, to je to. No, vse to. Ne, tako da se pravim, ampak ja, če bo noter, jaz sem prepričana, da so pa vem, ko se pogovarjam s kakšnimi na rundah, pa to so pa absolutno samo za MIPS in brez tega ne bi kupili nikoli čelade, tako da mislim, da si čisto dober šel ta korak, da si tudi to vzel. Zračnost pa moram reči, da jaz zelo občutam na glavi, zato ker ful švicam v glavo, ful, res. In s temi recimo tvojimi čeladami od Approved, da se tudi švicam, ampak veliko manj, ker prej sem dejansko, ne vem, mogla vedno nekaj imeti pod čelado, neko zaščito, kakorkoli narejen, da ni teklo to meni čez oči. Zdaj mi pri tvoji čeladi to nikoli ne. Tudi poletne. Ja. Ne, jaz švicam ful, pa jaz moram reči, da mi isto teče, samo vprašanje, ko pa bi, če imel pa kakšno še, ki bi slab dihala. Ja, meni je res tekalo včasih dobesedno, čeprav zdaj je ena stvar, ki sem se navadila, si dam, jaz recimo na klanc, sploh poletke vroče, si dam očala dol, si jih zataknem za čelado, kar je pri tvoji čeladi vrhunsko, ker je to zelo enostavno narediti, tako 1, 2, 3 imaš očala not. To čelado, ki vam jaz, ima pa prav kle narejen. No, se pravi, meni recimo to ful pomemben, da si lahko očala zataknem za čelado, zato ker to veliko delam. In si jih dam dol na klanc. Tako da tisti, ki me že dobro poznajo, vejo, da kaj jaz očala zataknem za čelado. Takrat je rejson. Takrat gre na klanc. Ok, sem rekel prejle, da bomo omenili še vsi, ki pošiljate, se pravi za razne obroče, pa za kolo. Je bilo po moje polovica zadnji teden, ki ste mi napisali, ki vam jaz pošljam pol vprašanje, ker logično ta vprašalnik, ki ga se pravi izpolnite na spletni strani, to še ni dosti. Jaz po tem vprašalniku vem osnove, ne vem pa še kakšen kolo, s kakšno opremo itd., ko ne vam svetujem. In pa mi napišete nazaj, ne, pa sem kolo že naročil, sam zanimalo me je, kaj bo vam prišlo. Pač to ni AI, to se jaz ukvarjam s tem, tako da AI še ni toliko močen, da bi vam kar znal povedati na podlagi tega, razen če vam neke random stvari ven zmeče. Tako da, evo, to je ta prva stvar. Meni ni problema vam svetovati, ampak ja, kdaj je malo smešen. Je pa res, da več kot polovica po moje, ki izpolnite to, polka jaz pošljem še dodatna vprašanja, vas niti ne odgovori. Tako da predvidevam, da ste vsi mislili, da boste dubali direkt nek rezultat ven, kar pa ja, ga ne. Tako da to. Ta druga stvar pa je, traja po moje, par, ki vas je kolesa naročil
veste, da traja tam vsaj 3 do 5 mailov, da pridem jaz do lahko enega rezultata. Je podoben kot v trgovini. Se pravi, jaz, če vas stvari ne sprašujem, ne dobim informacij nazaj in pol, če vi ne odgovarjate oziroma če nekoga vprašam, ne vem, kakšen imate zdaj kolo, kaj vam je všeč, kaj vam ni všeč, kaj si želite pri novem izboljšati, vi pa samo napišete, kjer kolo imate. Pol je toliko mailov več treba za to, da pridemo do unga. Tako da, če hočete imeti čim hitrejš, pa čim boljš, pa mi morate praktičen, eni se pa res potrudite, moram priznati, pa napišete skoraj da ne cel spis nazaj in takim pol tudi jaz dosti lažji svetujem. No. Sam toliko, da boste to vedeli. Jaz mislim, da tisti, sam še to, pa da se ne boste čudili, vsem bom svetoval tiste kolesa, ki jih mi največ prodajamo, se pravi Pinarello pa Niš. Če mislite, da bom svetoval XY kolo, ga ne bom, tako da samo to, da se ne boste čudili, če svetujem pač naša kolesa, kar je nekako logično. Se imaš tudi razpon koles, tako da lahko tudi v tej znamki izbereš, kar češ. Hvala sem samo reči, da tukaj v tem primeru, ko te zdaj to poslušam, moram samo reči ostalim tudi poslušalcem, da jaz te že kar nekaj časa poznam in tisti, ki mogoče Anžeta še ne poznate odprej, pa da ne veste, Anže že 100 let prodaja kolesa in ima res dobre izkušnje s kolesom in z prodajo koles in moram reči, da tisti, ki pa ga poznate, pa to veste, da bo res lahko iskreno svetoval, tudi mogoče še najlažji prijeti pa na pogovor, čistko z moje strani s tabo, ker imaš ogromen izkušenj in veš, kakšna kolesa so v redu in potem mogoče lahko te tudi povprašajo po kakšni drugi znamki, kaj si misliš o njej ali pa kakorkoli in vedno imaš lahko nek pripravljen odgovor, več ali manj. Je pa druge znamke zelo nehvaležno komentirati, sploh tistih, ki jih še nisem vozil, oziroma za znamke, kjer od drugih kolesarjev slišiš, da jim niso všeč oziroma da pol zelo hitro zamenjajo. No, ampak imaš to... Danes sem imel enega tazga, in sem sam napisal, da tega rajš ne, pač da tega ne bom komentiral, ne bi ga pa svetoval. To ti si absolutno vedno si bil prodajalec, zato sem te pa imela rada, ker nikoli nisi pluval po drugih. To je absolutno največja prednost in tudi zaradi tega sva midva z Mirsadom rada hodila v vašo trgovino, ker tam nikoli nisi slišal nobenega pluvanja čez druge, tudi od tvojih, niti od očeta, niti od nobenega, tako da to je res ena velika prednost, ampak ne vem, zakaj ne bi uporabil, če ti 10 ljudi reče, da je en kolo za noč. Sej... Primer, ne? Pač lahko rečeš nekomu, jaz sem... Vse to, kar sem rekel, ne bi ga svetoval, ampak... Vsak se pa potem sam na koncu odloči tako. Sam itak, ki si enkrat prodajalec, zdaj, ki sem imel to gospodično kle, ki se zanima za kolo, sem isto rekel, prodajalcu nikoli ne 100% zaupati. Čeprav ti jaz pač povem, pa je res tako, ko sem ti pač povedal, ampak še vseeno moraš sama pač premisliti in pol razdelati, kaj pa kako naprej. Tudi če rečemo jaz sam sebi, če bi bil, če bi jaz prišel k sebi, logično bi si zaupal, jaz sem tak človek. Jaz sem mogoče v dostih primerih tudi malo preveč naivan, pa res 100% zaupam to, kar mi prodajalci rečejo. Tako da, ampak overall, samo to, da te videli, hotel sem nekako pisati vam, kako dejansko vse skupaj deluje, jih je že nekaj kolesa naročil, nekaj jih je že dubal, zadovoljni so bili vsi, tako da pa tukaj je tudi, ko bi rekel, moj žegan, se pravi, kaj enkrat to plačate, ni dodatnih stroškov. Se pravi, vsak kolo naroči, če mora menjati, se pravi, pol kakšno krmilo, je vse v ceni noter. Se pravi, vi nimate dodatnega stroška, če pride, rečemo, napačno krmilo, to jih lahko zdaj že koliko 1-2 potrdita, ki sta že odlan, sta naročila, sta šla na bike fitting, je tam drug krmil rabu, smo naročili, se je zamenil in je bilo to. Tako da, samo to, da veste. Lepo. Ko imamo zdaj kakšno naslednjo temo? Zdaj sicer, danes smo imeli pač lahko tole omeva. Obisk iz... Tega je še ne bi omenil. A še ne bi omenil? To pol, ko bo finiš, prav. Pa še pustimo malo presenečen, da bo še... V glavnem se bo veliko dogajalo, mislim, da letos na naši lokaciji
Če že drugega ne, si ti že začel zdaj na izletih z žrebanjem v Čal, si že 2-krat žrebal. To soboto bo tudi velo izlet. Ja. In zdaj lahko tudi mi damo kakšno nagrado za žrebanje. Eno velobar vrečko z nagrado, kjer bo noter naš nov buf, pa ene nogavice, pa 2 bidona. To je to. Tako da ste slišali. Ja. Tako da to je zdaj to soboto. Že veš, kam bomo to soboto šli? Ne vem še, ampak če bo vreme prav kazalo, moraš jutri malo počakati, da bo slika, bi šli proti Dolenjski zdaj, ker zdaj smo šli že 2-krat na konc, pa da gremo na drugo stran. Ideja je mogoče tale Bogenšperk, bo prva, mislim, da bo tam kar 90 km nanesel. Tako da je pa, če kdo res bo zmatran, tako kot jaz, ne. Jaz imam sam recovery v planu v soboto in to bo pa res recovery od recoveryja, tako tisti, ki se pač večini ljudi zdi, da se to ne premikaš. In to bom pač jaz povabila pa moje prijateljice zraven, ki mogoče drugače sploh ne marajo šibanja pa dirkanja, ampak so na specialkah, tako da upam, da se bojo odzvale. Je pa vabljen tudi še kakšen gospod zraven, ki mislim, da so že kar zainteresirani, da bojo še prišli tudi. Vi pejte pa se kaj gont. Treba je mogoče še omeniti, da zdaj na izletih tole soboto smo malo zafrknili, ampak od zdaj naprej tisti, ki boste malo bolj pripravljeni, bomo na polovici oziroma tam, ki se bomo ustavili, bomo naredili eno skupino, ki bo šla pač naprej. Pa se sem sprašvala, pa če me ni hotel. Ja, jaz nisem vedel, sam da povem. Skratka, zdaj je bilo tako, da smo se pol nazaj grede vozili res ekstremno počas. Ni bilo počas. Smo se mi pač vsi gledali, ker 5 se vas je gledali. 5 vas je prišlo mimo. V zadnji skupini, sej nima veze. 5 od 50. Okay. Pa vem, da je bilo tudi še, rečemo, Domen je bil, pa Jan bi šel isto z nami. Na koncu pa nijem ben mogu se, ker na koncu ni bilo pankiran benga več pol. Je bilo koliko 6? Ja. Sej ni... Sej, sam je treba že kar od začetka narediti, pa ne vas gre 20, sam pejte. Skratka, bomo naredili skupino, kjer bo šla naprej, lahko da bo naprej trasa tudi če kaj daljša, kukar je taka je od Petre reklamirana, ker zdaj smo malo naredili pa ta je bila malo krajša zdajle zaradi Strade Bianche, ker sem si želela, da vsi pridemo res do štarta. Sam toliko, da veste, bomo tako naredili in tisti, ki bojo hoteli iti malo bolj naprej, bojo šli lahko in to je to, sam to je dobro. Pa to bom že vozil, ne? Ni nujno, da bom še jaz skozi zraven. Če si že to zdaj dal pobudo, ti što vozil. Konc, pika. Kam že šla jaz? Ampak meni je bilo ful fajn. Mislim, jaz grem z veseljem, lahko tudi kakšno tako skupino kdaj, ampak ne bom jaz vlekla od spredi. Še ena ženska, ki ne vleče. Ja. Brez veze to skrš. Na grmado pa se žgad. Skratka, jaz sem ful užival v soboto sploh, ker smo ga šli malo bolj pretegovati in mislim, da tudi vsi, ki so bili zraven, da so ventile prepucali, je bilo fajn. Ponteli. Ne, tudi pač vsi, mislim, da ni bilo nobenega, ki se je na koncu pa pritoževal. Tako da, to je to. Zdaj bi pa še omenil, v četrtek pride ven tale za Gravel Bike Review, pa bi mogoče se lahko malo še o tem, zakaj video se zdaj vosta malo z gorcem. Jaz lahko povem, da ta Gravel Bike, zdaj, ker sem pa še z dronom sem šel snemat, brez slušalk sem šel, sem to prav užival. A ne? A ni luštano v naravi malo poslušati ptičke? Je top. Edino, kar mi ni všeč, bike vidite v zadju, ne vem, koliko vidite, koliko je umazan. Se pravi, zdaj je koliko? 3 tedne je že sonca v Ljubljani, ne vem, je bil en dan dež. Pa je ful vode. Pa je bike še vedno čisto umazan po 2 furah. Tako da, to je tista stvar, ki dosti jim mogoče ni najbolj všeč, ampak kar se tiče pa vsega drugega, pa moram reči, da klele na Barju, ko sem šel v nedeljo na bike, pa sem bil že čist gotov, pa sem šel vsem, je bilo prav veliko tako tudi teh kolesarjev, ki je sam tako gre s trekkingom ali pa kukarkoli.
Tako da sem bil kar presenečen. Tudi sprehajali so se tam, sem kar gledal. Tako da zgleda, v uni okolici imajo vsi to kot neko traso za sprehod tudi, ampak meni je bilo fajn, no. Tako da upam, da ta review, ki ste gledali, da ste zadovoljni. Jaz nisem gravel rider, tako da vam bom kaj ekstra povedal v kolesu, zakaj je to full dober gravel kolo, ali pa če ima vse nastavke možno, itd. Vam najbrž nom. Občutki na kolesu, to pa vam bom povedal, pa za koga se mi zdi, da je bike. Predvsem zdaj, ker dobim dosti teh popraševanj na mail, lahko rečem, da nekdo, ki se po večini... pa nadaš komu, ko gre golfura? No, nekdo, ki išče kolo, pa se ne voz na maratone, večinoma se voz sam, je to tudi... Jaz bi ga takmu človeku svetoval, že čisto zaradi tega, ker imaš pa lahko sam še ene obroče, te, ki sem jih dal zdaj jaz gor, te so cirka dobrih 300 €, plašče, se pravi za 500 € imaš komplet set in pol sam menjavaš med cestnim pa med tem in imaš kolo, ki je primeren in za cesto in za gravel in se res lahko to voziš, ali si pa tako, ko je tale naš od Coffee Ride, ki ima podcast Zalar, ali si pa tako kot Zalar, pa imaš skozi lepo gravel gumce gor in se voziš in po cesti in Zalar je zdaj kupil si cestno kolo. A res? In na trenažerju je bil pozim. Ta je še tudi kurat. Bože mili. No, pol je pa še ta druga verzija, ki je pa mogoče meni še bolj všeč, sploh za tiste, ki ste pa malo bolj racerji, oziroma se vozite dosti na maratone itd. Imate pa ta kolo, ki ga je zdaj Miran testiral, grejo pa do 35 mm gume gor, daš ene malenkost širše plašče gor, se pravi 32, 33, ki so tudi za makadam, in klek sem se jaz vozil, se komot lahko voziš, ni to zdaj tako, ko se tisti, ki se res z gravelom vozijo, da greš pol, ne vem, na trim stezo itd. Po koreninah dol, ampak za kakšen tak makadam, tako, ko imamo kle po barju, se da pa brez problema, se pravi s ciklokros plašči voziti to širino, no, ne prav s to dimenzijo, in je to. Tako da imate pol še to opcijo. Je pa pri gravel kolesu vsaj, kakor sem najprej, mi sam položaj ni bil všeč, ker se greš malo voziti, pol vidiš, da je ta težišče, ki je malo bolj nazaj, da je pri gravel kolesih bolj logičen, ker lepš spelaš kakšen ovink, malo moraš res merkati, ti kaj zdrsne kolo ali ne. No. Tako da to je če bi šel čist cestnim kolesom na gravel, bi tam mogel pač bolj merkati. Tako da, ja, ampak jaz sem pa ful užival. Povej. Lahko govorim. Povej. Ja, vse se strinjam s tabo, kar spovedu. Ker mi dva se zdaj že par nedelj vozva z Gorcem in upam, skozi želim, da bi mi to te nedelje ostale za Gorca. In sva šla glih včeraj tudi tamle po Golovcu, en del tazga lepega makadama, in je bilo ful ljudi na grevlu in predvsem so bile ženske. Na gravel kolesih. In sem glih rekla Mercedu, ko sva se pelala tam po Partizanki gor, sem rekla, če bi pa zdaj začela kolesariti, pa da ne bi imela pojma, kva si kupiti en kolo, pa ne bi imela želje po dirkanju, nekem tekmovanju in to, bi si prav verjetno kupila nek gravel kolo, neka taka lažja varianta in točno to, pol 2 variante obročev in čeprav pač te, ki si verjetno tako kupijo, so največjih vozgli s takimi obroči, s tem namenom, da se lahko pol na kakšen makadam zavije. In mi je tudi ful všeč, no. Meni je drugače sicer, ko sem šla lani sprobati en gravel kolo, mi je bilo zanimiv in všeč, ampak bi ga imela takoj, če bi recimo, ampak največji problem je, da nimam niti časa toliko, da bi ga izkoristila. Malo tudi že prostorska kriza, ker imam že kar nekaj teh koles, pa Gorc, pa železen, pa Kolnago, pa tako, da je pa Mersa, če 3 zraven, ne sva 2, ki imava vsak 3 kolesa in je kar težko, ampak definitivno bi ga, se tudi s telim tvojim, sem ti rekla, da šla ful, takoj, sam mi bo pa verjetno res prevelik, tako da, ampak... Je predolg, ja. Mi je ful všeč, no, lušten se je igrati na grevlu, sploh na pesku
Ljubljansko, no, res, meni je tudi všeč. Takle, tako okrog Ja, Ljubljane ta bar je, noro. greš in ga šopaš lahko, si imaš tudi pol malo klančka po tistih kuceljčkih, barjanskih, kar nekaj, no, sem lanske tudi gledala malo te trase, tudi glih od Zalarja sem gledala trase, ker on se je veliko vozil po Makedamu in ima kar nekaj teh tras in ja, zanimiv. Meni je gravel ful, se pravim, všeč zadevšna, če bi imela še malo več časa. Ja. Pa predvsem mogoče za tiste, ki so po moje ženske tudi zato malo več na grevelu, ki se malo bojijo po cesti. Ja. In je pač na grevelu pa res To ni reče žive duše. marsikera, ki se Ja, vozi sej. z grevlom, da je to zato, da gre lahko stran iz glavne ceste. Saj nekako je logično. Ne? In Ja. jaz moram reči, da meni je bilo top. Ja, luštno. Tako da. Meni je Ampak tudi pol, ko drugače. preklopam in tako, ko smo se zdaj mi vozili, meni, ne vem, jaz uživam, ko leti, pa ko se menjavamo. In Ja, sej pravim, da je pač meni meni čisto neki drug isto. No. feeling. Ja, sej, če bi bil nekdo, sej pravim, za nekoga, ki mu to ni, nikakor. Ali pa, recimo, da bi živela v Toskani, ma sigurno bi imela gravel kolo. Ja, pa magar valjda. 5 gravelov. Vse že kle v Ljubljani, tako, če Ja, že gledaš. Ljubljana je dobra, ampak se pravi, da bi pa tam nekje živela, da bi še na neki taki lokaciji živela, kjer je pa res v bistvu sploh praktično skoraj na cest nimaš kaj delati, ali so pa ceste tudi bolj slabe, pa bi pa sigurno res. Tudi jaz. Meni je všeč tudi tale tvoj kolo, mi je drugače. Ta varianta Meni je za gravel mi je tak luškan. Tudi balans, no sej. Boste več zvedeli v reviewju v četrtek. Vlog tega iz leta bo prišel čez 14 dni ven. Jaz sem zelo malo posnel, bolj sem posnel naju dva s Petro. Petra je najbrž posnela še kaj vas vse, tako da Ja, saj bo dala imaš. Ti bom Petra dala, ja. posnetke zdaj. Tako da evo, to je to, kar sem imela za ta teden. Se vidimo v soboto na izletu, pa ne pozabiti, se pravi hashtag Approved Cycling Bikes pa hashtag Approved Cycling Outfit za tele dve nagradni igri. Upam, da boste pošiljali čim več. Ne zameriti, kako je jaz pa Petra stroga. Pač cel point je tega, da se vsi tudi malo nasmejimo. Tako da, ja, evo. A ja, tudi če boste imeli pravelika oblačila, če bo tako, da v te kanarčki gora, ne, to definitivno ne bova glih najlepša cenila. Bova probala biti ne preoštra. Kakle pa mislim, da bom pa jaz bolj oštra, kot sem bila pri kolesih. Pri kolesih je pa po moje bomo šli kar za točko 2, se v začel nižji, kot je bilo lanka. Lanka skoraj da vse ocenila od 6 do 9. Mislim, da jih je bilo pa samo enih par, ki je bilo vrednih, rečemo okrog 8 do 9 ocene. Vse ostalo bi bilo pa lahko kar dosti nižji, glede na to, da Ja, se si zdaj pozastavila sva neke kriterije, sva postavila, da vemo vsi skupaj, kaj je mogoče tisto. No, evo, 50 minut je imel, 15 minut manj, kot so prejšnja 2 tedna govorila. Tako da hvala, ker ste spremljali, do naslednjič, se vidimo, čau. Čau.